Lepo pozdravljeni v oddaji Klepetalnica. Nocoj bomo govorili o bolj sproščeni temi, ki pa se vseeno na nek način dotika politike. Govorili bomo namreč o glasbi, natančneje o punku. V čast mi je, da nocoj gostim v oddaji Petra Lovšina, Rafko Talaha in pa seveda magistra Staneta Zaartnika. Dobrodošli in pa lepo pozdravljeni. Vaše sodelovanje se je začelo, v bistvu vas je povezal punk. Kako se je vse skupaj pravzaprav začelo? V pripravi oddaje. V tem smislu. Naj povem, da to, da me pogosto povezujejo s festivalom v Mostah, ki se je zgodil leta 1979, me je vedno mikalo, da bi poskušal odgovoriti, da sem bil jaz rocker, da sem malce starejši, da je bilo to nekaj let, da je bila to generacija, ki je bila malce mlajša od mene, in ko smo v Sloveniji začeli nekako proslavljati 300-obletnico punka na Slovenskem, sem prišel na idejo, da bi veljalo tudi v Komenti to obeležiti, še zlasti zato, ker je bilo leta 1979 ta festival, ki sem ga že omenil. No in sprva moram reči tudi med svetniki pa svetnicami je bilo malce nasmeškov, ko sem predlagal, da gre zadeva tudi občinski proračun, da se namenijo določena sredstva, no, z tedna v teden pa se ideja vse bolj prijemlje in uvod k temu praznovanje je seveda danes ta klepetalnica. Kaj pa vajino sodelovanje, verjetno se je začelo že mnogo prej? Ja, s Perotom sva na hitro obudila nekaj najinih spominov izpred mnogih let. Kako se je začelo najino sodelovanje? Pravzaprav sem moral v teh dneh nekako potovati z mislimi nazaj. S Perotom sva se spoznala pravzaprav takrat, ko so punkerti začeli svoje, bom rekel, velike vaje v študentskem naselju, nekje v kletnih prostorih, in takrat se je pravzaprav začelo najino znanstvo. In pa seveda nadaljevalo pa potem, ko smo začeli priprave za pop festival v Mostah, verjetno nekaj besed več o tem kasneje. Kaj lahko rečem, da je punk način življenja, ne samo zvrst glasbe, se pravi, če si punk, živiš verjetno nek slog? Mogoče to jaz odgovorim. Za začetek pa, čeprav bo ta fanta na svoj način tudi povedala, kako sta ona doživljala. Ampak kot akter scene, in mislim, to je zdaj težko seveda tako reči, ko mogoče za vas to pomeni zelo decidiran, kot da bi rekel punk, zdaj si tako rekla, kot da si katoličan, ne? Ali pa to je delač od tega, ne? Mi nismo bili nikoli ne religija, ne ideologija, v bistvu še glasbena zvrst, bi rekel, da smo, seveda v enem momentu nas je punk spodbudil in na en način je skozi živim del punk, ampak nas so že po drugem albumu rekli, da smo punk, da smo čist skrenili spota punka, tako da to se razume lahko na 100 načinov, kaj punk pomeni, kako punk živiš. Jaz bi na kratko rekel, punk je ena od glasbenih zvrsti, ki pa se je obdržala dosti del časa, kot je bilo kdo mislil. Tudi kot mi sami. Ne? Še sami smo rekli, to je pač ena zadeva, ki ima zelo močno zagori, tako kot en orenk plamen, ampak potem tudi izgori, ker je toliko močne, toliko energije se not, da to je nabit z eno energijo kot ena eksplozija. Ampak dejansko ta eksplozija kar odmeva in vedno na novo najde ljudi, ki najdejo eno svojo pot v punku, povezuje se, ampak v načelu je to seveda muzika. To kaj drugega kot muzika, ni politika, čeprav je politiko v svojem času zelo
v bistvu je bil punk prva glasbena zvrst, oziroma bi skoraj rekel prva kulturna ali pa umetniška zvrst, ki je šla s politiko v dialog. Ne. To je bilo 30 let nazaj, seveda nekaj drugega kot zdaj. Ne. To zdaj en, ki ni nikoli živel pod prejšnjo obliko vladavine, težko razume, ne, da ni bilo tega dialoga o tem, kako naj življenje poteka. Ampak skratka, punk je v tem smislu bil pomemben, zato ker se po eni stvari si je vse upal, ne. Po drugi stvari pa te stvari to delo tudi z eno tako energijo, da je znala prepričati še zlasti, rečemo, glasbeno poslušalstvo, mlajše, ampak tudi v bistvu starejše, da so ljudje, ki so okrog tega živeli, rečemo, da je filozofija to sprejela, da je kultura se začela spraševati širša, kaj to pomeni. Tako da ja, rečemo, da smo približno obdelali, kako je to izgledalo 30 let nazaj, kako zdaj izgleda, je seveda spet mogoče malo drugače. Trenutno se mi zdi, da punk živi tako kot zgodovina, še zmeraj ljudje poslušajo punkerte, Sex Pistols, Clashe, Dead Kennedys, Ramonse. To je zelo pomemben del. Živi kot nova muzika. Green Day so eden najpomembnejših bendov. Živi kot del, ne vem, proti globalizacijske usmerjenosti, ne vem, pri nas bend, ki mogoče ni toliko znan, kot bi lahko bil aktivna propaganda. In živi v drugih muzikah. Bendi, kot so Nirvana, Guns N' Roses, ki so sicer eni so utemeljili grunge, drugi novi sredinski hardcore pop, so dosti malo od punka, to se pravi. In tako naprej, skratka, ampak smo na enem področju, ki mu jaz rečem pač rock and roll, še zmeraj je to vse v sklopu rock and rolla. Če lahko malo povežem, ne. V prvi polovici 70 let sem delal na RTV-ju in ko je začel Igor Vidmar nositi vinilne plošče na RTV, ko je imel svoje prve oddaje, ne, so starejši rockerji, vključno z Domicelijem, rekli, no sej to ne bo tako dolgo trajalo, se bodo kmalu izpeli, ko bodo odrasli, bodo poslušali tisto, kar mi poslušamo, tisti pravi rock and roll. Očitno se je tukaj kar precej zmotil. Res je, da takrat pravzaprav je bilo težko priti do te glasbe na naših radijskih postajah, tudi težko je bilo kaj kupiti pri nas od te glasbe. Zato tisti, ki smo že v 6 letih kupovali kje drugje, smo se do takrat že naučili, kako kupovati. Pa morda vprašanje ali pa podvprašanje Perotu, kako se pa ti takrat oskrboval z najnovejšo muziko? Ja, za spremembo v tem času, ko ljudje potujejo preko računalnikov, v glavnem, ne, smo mi zares potovali. Ne. In v Jugoslaviji smo za razliko od drugih držav za železno zaveso imeli to možnost, da smo potovali okrog po svetu. Ne. Zdaj, ko je bil z nami Ivan Kralj, ki je igral s Patti Smith, z Iggy Popom in prebegnil z družino v 60 letih, je rekel, da na Češkem so bili vsi ljubosumni na Jugoslavijo, Slovenijo še posebej. Vedeli so, da mi živimo čisto drug življenje. Ne. Mi smo dejansko imeli, jaz sem začel 73. leta hoditi z Interrailom po svetu. Interrail, to je bilo
vozovnica, ki si jo dobil za en mesec, zelo pocen in je vključevala vse železniške proge po Evropi. Vsak let smo šli v London, vsaj enkrat, dvakrat, dostikrat tudi na štop. No, res je tudi, da so moj oče mi že je bil v taki službi, da je tudi potoval od basista prvega, od Pankrtov oče, ki je bil naš sosed, je prinesel že leta 65 prvo veliko ploščo od Kingsov in to je bilo. Moja prva, ki sem jo dobil, so bili pa Stonesi v Love You. Tako da smo bili, glede tega smo imeli nekako pač to srečo tudi, da smo v takem krogu rasli, da smo kar dobivali te stvari. Ampak vem, jaz sem leta 73, ko smo potovali, med drugim smo šli na festival v Roskilde. To je še zdaj eden največjih festivalov v Evropi, Roskilde na Danskem. Tam so bili takrat Fairport Convention glavni nastopajoči. Potem smo šli na London, čez en teden smo gledali na White City Stadiumu, Kingse, spet Kenneth Heath, Sly and the Family Stone, Barclay James Harvest, pa Edgar Winter, band z Rickom Derringerjem. Tako da smo bili mi kar, tam smo se srečali s fanti iz fakultete za novinarstvo, sociologije, politične vede. Oni so nas spet kaj usmerili, kam se gre. Še un klub je treba videti. Šli smo gledati film, od Jimi Hendrixu je bil glih takrat film ven. In to smo seveda mi z navdušenjem spremljali vse. Jaz vem, da v enem mesecu nisem niti za eno pivo dal. Niti ene pive nismo spili. Pa smo bili stari 18 let. Ampak vse je šlo za plošče, second hand plošče. Vedeli smo, kjer so najboljše second hand plošče. Jaz sem bil takrat norc na blues pa na folk in sem kupoval Woody Guthrieja, pa Blind Lemon Jefferson, pa Howlin' Wolfa. To so še zdaj plošče, ki bi jih lahko dobro prodajal, ker so medtem dobivali ceno. Tako da smo bili kar na takočen, tudi takoj, ko smo in tako je bilo vsak let, jaz se spomnim leta 74, velika atrakcija so napovedovali iz Avstralije, grem gledati AC/DC, nisem vedel sploh, kaj AC/DC pomeni, ampak videl sem tipa, ki s kitarom hodi po ljudmi in sem rekel, to je še velik band, bili so v Markiju, klub niti ni bil razprodan. Ampak skratka, bili smo Ljubljančani, ker vsak je prinesel iz kje kakšno idejo, kakšne plošče. Res pa je, da večina frikov, takrat so bili friki tisti, ki so okrog hodili, je hodila bolj na vzhod. Dosti mojih prijateljev je hodil v Indijo, v Afganistan, tam je bil šit praktično zastonj. Tam se je potem kadil, mi smo bili pa bolj pivo, kakšen domača zadeva. To je bila kar razlika, v tem smo se zdaj že začeli ločevati hipi pa rockerji. Iz tega rock'n'rolla je potem zrastel tudi punk, v bistvu, pri nas, iz te scene. Tako da, skratka, imeli smo kar navezo, ampak jaz sem tudi odkril, da v bistvu tudi Jugoton oziroma, mislim še zrasti Jugoton je imel kar dost, si dal kar dost plošč nabaviti. Tam leta 75, 76 že si lahko kupil Iggy Popa, jaz vem, da Last for Life sem kupil Lou Reeda in tudi že Davida Bowieja, ampak to je šlo, en teden je bilo, to je tako, ni bilo kot tisto, to smo mogli videti, kdaj pride, v enem tednu je šel, je to šlo, iz trgovin naših, ampak je vseeno prihajalo, v bistvu, če zdaj primerjam, založenost trgovin naših in zdaj, ko vlada izobilje, kapitalist ima,
ima Big Bang dosti slabšo izbiro. Ne. Ko mi dobiš kaj novega, nove skupine, zdaj sem se mogel potruditi, da sem najdel zadnji album od Dead Kennedys, ne od Dandy Warhols, rečemo, ali pa Kings of Lion, ki so moje ljubše nove skupine. Ne. Skratka, mi smo, jaz in tudi del Pankrtov, smo hodili vsak let, vsaj enkrat do dvakrat v London, v Pariz. V Pariz smo hodili pit črno vino in jesti pašteto s sirom in unem kruhe. V London pa na rock and roll. In to je bilo zmeri kar združene. V Parizu si prišel mogoče v enem dnevu, potem pa še prespal tam še 2 dni in šel v London na koncerte. Ne. Tako da smo bili tudi takoj, ko smo zvedeli za punk, sva s Gregotom Tomcem to brala v Timeu in se nam zdeli zabaven, malo so se tam v bistvu tako pejorativno, slabšalno pisalo o tem, nama si zdeli pa to, super ideja. In Grega je skočil v London nabaviti nove plošče in videti, kako je zadevo, jaz sem imel pa nalogo, da zberem skupino in da gremo narediti en eksces imenovan Pankrti. No, jaz bi ostala še v tistem času 20-30 let nazaj. A so se takrat Pankrti imeli za opozicijo takratni vladavini, se pravi socializmu? Ne, tako hudo ni bilo. Mi smo predvsem, čeprav smo 3 hodili na družboslovni faks, ne, in smo približno vedeli, za kva gre, ampak vedeli smo tudi to, da niti prvič nismo bili ljudje, ki bi hoteli politično se biti v politiki. Drugič bi bilo, ne vem, če se kdo to upal, takrat, če bi se šel delati sporedno dejavnostjo, mislim, da je bila, da pa tega pa niti koncem 70-ih let oblast gotovo ne bi trpela. To je bilo že tako, če si se šel rock and roll, pa si opisoval politiko, je bilo zelo, zelo delikatno. In mi smo bili prepričani z našimi teksti in z našim rock and rollom, z našim punkom, smo bili prepričani, da bo koncert v Mostah naš edini koncert in da nas bodo to potem prepovedali, ampak da pa nas ne bodo glih zaprli. To smo pa, ker toliko smo približno vedeli, kje so meje, do kje oblast bo šla. Mislim seveda, pa se zmeri mi smo se ušteli, ne. Ko smo videli, da toliko ni, toliko nadzora nad vsem pa nimajo. Oziroma muska se jim ni, ker je bila seveda do takrat čist apolitična, jih v bistvu ni zanimala. Ne. In je kar nekaj časa trajalo, da so oblasti vzele punk za res. Takrat je bilo pa v bistvu prepozno, so ugotovili po eni strani, da se je seveda del te mlajše publike se je preveč navdušil, bilo je že preveč razširjen pojav, da bi ga lahko kar, da bi 2 zaprli, pa bi s tem počistili. To je bila ena zadeva. Drugo je pa, dejansko so tudi že del tega kadra, kot se bo videl naprej, njihovega, kot ZSMS, Zveza socialistične mladine, se je začela s tem istovetiti ali pa saj pomagati ali pa organizirati koncerte. Težko je bilo tle že v bistvu neki zatret, ker so bili že nastavki za preboj, kot se je včasih rekel, da se borimo znotraj sistema, ne pa zunaj. Ne. Mi se nismo niti hoteli boriti, nam se je šlo za to, da se zabavamo, da se gremo rock and roll.
in da seveda se soočamo z življenjem, v katerem smo živeli. Delež od tega pa, da bi se smatrali za opozicijo sistemu. Še en dodatek na 70 leta. Ne. V prvi polovici 70 let sem organiziral koncert buldožerjev na Duplici pri Kamniku in moram reči, da morda tudi zaradi te pozicije iz ZSMS-ja ven pravzaprav ni bilo nič takšnega, nobene reakcije. Tisti iz komiteje so bili pravzaprav pri sosednjih vratih in nikoli niso rekli, da kaj ste pa vi organizirali. Ne. Pa vseeno, ne, ta previdnost, ki se je zgodila ob koncertu v Mostah, je bila na pravem mestu. Ne samo, da so izbrali pravi dan, lepo vreme, ampak izbrali so tudi pravi trenutek, dan mladosti. Ja, seveda mi pri organizaciji tega koncerta niti slučajno nismo imeli v mislih kakršnokoli politiko in takratno sceno v tem smislu, ampak smo vseeno kot tako imenovani mladinci bili previdni v toliko, da smo pravzaprav namenoma povezali datum koncerta z dnevom mladosti, ker ta praznik je bil takrat nedotakljiv. Ne? In smo vedeli, da nam pravzaprav sam praznik nudi neko, bom rekel, gotovost, da nam ne bodo pravzaprav preprečili prireditve, za katero pa nismo, bomo rekel, v prireditev samo nismo šli z nekimi političnimi razlogi. Čeprav se je kasneje seveda razpletalo marsikaj iz tega ven. Ne. No, pa če ostanemo potem pri tem festivalu, kdo ste bili tisti akterji, ki ste se povezali pa rekli, ja, bomo naredili nek festival tu v Komendi, v bistvu. Je bilo še problem v tem, da so marsikdo je mislil, da je to v Mostah v Ljubljani in ne v Mostah pri Kamniku oziroma v Mostah pri Komendi. Kdo smo pravzaprav bili? Ne? To je dobro vprašanje. Preprost odgovor, mladinci iz Most. Nemogoče je našteti vseh fantov in deklet, ki so pomagali pri tej prireditvi. Mogoče bi omenil dva imena, Milan Korbar in Matjaž Očakar, takšna vidnejša predstavnika, bom rekel, nekakšnega ožjega vodstva. Če zdaj za našimi očmi gledam, je šlo za pravo timsko sodelovanje, bi rekel, ne tako malo po menedžersko. Prisotnega je bilo predvsem zelo veliko prostovoljstva, volonterskega dela, velikega navdušenja, da bomo pravzaprav v nekem majhnem kraju nekaj naredili. Moste pri Ljubljani pa Moste pri Komendi oziroma pri Kamniku. Ne. To dvoje je seveda pa begalo marsikoga. Nekatere radijske postaje so na dan koncerta napačno usmerjale, celo še na dan koncerta, bom rekel, trume ljudi, ki so v Mostah pri Ljubljani iskali, kje je ta festival. Ne. S tem, da smo se mi zelo potrudili že pred tem časom, da smo seveda bili gosti na radiju, zdaj ne vem, kako si takrat imenoval, danes je to Val 202, mislim, da je bil tudi takrat. Na radiju smo pojasnjevali, ne? Pojasnjevali smo tudi v raznih časopisih, predvsem takrat v reviji Stop, da so to Moste pri Kamniku, razlagali smo tudi ljudem, kako naj do tja pridejo in tako naprej. Kako ste pa novačili glasbene skupine? Ja, moram reči, da je to vprašanje zelo zanimivo. Prav o tem sem razmišljal te dni. Pero je svojo glasbeno širino prejle že pojasnil, ne? Da so za takratne jugoslovanske čase pravzaprav zelo veliko doživeli, veliko tega glasbenega znanja si nabirali oziroma si razširili obzorje na ta način, da so hodili po raznih velikih koncertih, festivalih oziroma na ta način tudi spoznavali in dojemali glasbo. No, naša širina, bom rekel, teh fantov in deklet zagotovo ni bila toliko široka kot širina teh ljubljanskih fantov. Zagotovo pa je bila širina vsaj toliko široka, kolikor jo je takrat neka jugoslovanska, bom rekel, scena nudila, ne, v smislu, ne vem, revije Jukeboxa, v smislu vseh plošč, ki so bile na razpolago, v smislu vseh koncertov, ki smo jih obiskovali, naprimer vsaj v Hali Tivoli. Moram reči, da Hala Tivoli imela v tistih časih relativno dobre koncerte. Še zmeraj mislim, da so tokrat slabši časi. Ne vem, Frank Zappa, Jethro Tull in podobni avtorji so takrat napolnili Halo Tivoli do vseh kotičkov. No, skratka,
Zdaj, skupina teh nadobudnih fantov, morate vedeti, da smo bili stari tam okrog od 18 do 20, 21 let, je imela pač preprosto enostavno ambicijo narediti nek velik festival, na katerem bodo čim bolj znana imena. Kako smo navačili skupine? Razpisali smo neke vrste natečaj v reviji Stop. Po tem natečaju se je zelo veliko skupin prijavilo na ta festival in seveda mi smo imeli potem neko subjektivno selekcijo teh prijavljencev. Ne. Moram reči, da nekih zelo visokih kriterijev in meril nismo postavili takrat, pač pa je bila selekcija narejena po naši presoji v smislu našega takratnega poznavanja glasbene scene. Tako da smo iz tega nabora ven nabrali večino, bom rekel, teh nastopajočih. Nekateri, ki se pa niso takrat prijavili, smo jih pa šli posebej povabiti, če se tega udeležijo. Je pa iz tega ven je seveda nastalo cel kup enih zanimivih zgodb, naprimer, kjer smo bili v funkciji neke vrste, bom rekel, selekcijske ekipe, smo denimo takrat odšli na vajo skupine Na lepem prijazni v Ljubljani za Bežigradom, nekje so vadili, češ, da bomo mi zdaj ocenili na tej vaji, ali so oni primerni ali ne, da bodo na tem festivalu nastopili, 19-letni mladinci. Ne. In kaj se je zgodilo na tej vaji? Vsi trije smo zaspali. Ne. Ampak ne zato, ker bi oni tako slabo ali pa potihem igrali, ampak zaradi tega, ker smo bili toliko odtrujeni od teh neprestanih prevozov sem in tja po Sloveniji. Namreč naše prevozno sredstvo takrat je bil avtobus. Ne. No, ko ste glih omenili avtobus, kakšne so bile pa takrat povezave Brnik-Ljubljana, avtobusne povezave? Kako so pač ljudje prihajali na koncerte? No, kakšne so bile povezave v primerjavi z današnjimi časi, težko ocenim. Se mi zdi, da podobne. Ne. Kot sem že prej dejal, mi smo ljudem preko raznih medijev dajali navodila, kako naj pridejo v Moste pri Komendi oziroma pri Kamniku. Avtobusne povezave, prava avtobusna povezava v tistih časih je bil avtobus letališče Ljubljana. Ne. Drugih resnejših povezav ni bilo. Res pa je, da se je bilo možno pripeljati do Kamnika, ne, denimo z vlakom oziroma z avtobusom in potem iz Kamnika spet z avtobusom do Most. Veliko se jih je poslužilo, da so se pripeljali recimo do Mengša. Do Mengša je bila povezava zelo dobra, pa so potem naprej štopali oziroma šli peš. Peš je približno iz Mengša toliko kot iz Most v Ljubljani do Hale Tivoli, recimo približno 3 kilometre. Preprosto se je bilo potrebno znajti oziroma tisti, ki je imel željo priti na takšen festival, je moral zato tudi nekaj sam narediti. Nismo pa žal, ker tudi nismo imeli možnosti, organizirali nekih specialnih prevozov recimo na ta festival. Še malo bom prva sestala. Izgredov na temu festivalu ni bilo. Kako ste takrat za to poskrbeli? Ja, zdaj, če pomislimo na vse današnje varnostne službe, pa kljub temu toliko izgredov. Glejte, to je bil čas, lahko rečem, miru, ne, v tem smislu. Tudi sam festival ni nudil nobene priložnosti, da bi do kakršnihkoli izgredov prišlo. Ne. Med festivalom samim je predvsem prišlo do glasbenega navdušenja, ko so denimo Pankrti pa še kdo povzročili neke glasbene vrhunce. Ni razloga, da bi ob takšnih sporočilih, ob lepoti vsega tega lahko sploh prihajalo do nekih izgredov. Zdi se mi, da so se vsi najbolj bali, mogoče tudi mi sami takrat, reške skupine Parafi. Njih smo namreč šli edine iskati v Ljubljano na železniško postajo, ko so se z Reke pripeljali z vlakom. Ne. Ampak moram reči, da tudi ti fantje niso bili tako grozno divji, tako da imeli so mogoče zelo provokativna sporočila za takratni čas v svojih besedilih. Namreč prav njihova besedila so bila morda trn v peti takrat nekaterim oblastnikom, ampak nekih posebnih izgredov na tem festivalu ni bilo, vsaj jaz teh podatkov nimam. Ljudje, domačini so se seveda tega zelo bali, to moram povedati, ker takšnih prireditev niso bili vajeni, ne. Vendar do tega ni prišlo, tako da morda smo pa tudi na ta način pomagali odstraniti nek predsodek ali pa stereotip, da to vendarle ni taka huda reč. Parafi so imeli komad Nje, da nema bolje od naše policije, ne, tako da to je bilo... Milicije, ok. To je bilo takrat zelo delikatno, ampak ko si že omenil to varnostnike pa vse to,
dejansko je, po moje, nekako to poteka tako, čim več varnostnikov, tem več nasilja. Ne. To je skoraj, in ko si začel z varnostnimi službami, ne, si začel tudi z nasiljem. Dostikrat se tako dogaja, da pač se tudi vidimo, ne, da varnostniki povzročajo nasilje. Ne. Tako da dosti teh tem je umetno sproženih, ne, in tle si pa videli v bistvu ogromno teh koncertov, ki smo mi imeli, ni bilo nakoli niti enega varnostnika. Mislim, nakoli. In je bilo ljudi, da se ni dal not dihati, ne. Pa ni bilo nakoli nobenih problemov, ne. Kako so se zdaj, seveda, to so bile tudi v bistvu te pozitivne plati prejšnje družbe, ne, ki jo zdaj jasno radi črnimo, ne, in se delamo norce iz nje. In dostikrat, mislim, seveda dosti teh nepravilnosti je bilo. Mi smo prvi, ki smo na to v bistvu tudi opozarjali in nekako, ampak tako, kot zdaj dela dosti ljudi, ki so bili komunisti takrat in zdaj pozablja in svojo mladost in svoje stvari. Je pa nekaj, kar je bilo takrat, kar nam v bistvu treba opozoriti, v bistvu, dejansko, in kar je ta festival v Mostah, ki je bil pač eden v bistvu kar najbolj množičnih dogodkov, ne, na odprtem in tako, Woodstock slovenski, potem je tudi takrat bil malo tudi Roko Točec, ampak je bil v bistvu, ni bil tako velik, kot zdaj daleč od tega, ne. Ampak dejansko to je tako, praktično je bil tam mogoče kakšen mladinec, ki je imel plavi trak ali pa kaj takega, ne. Jaz se spomnim take smo imeli v klubu Šentvit, mislim v domu Šentvit v Svobodi, ko smo snemali leta 82 tudi živo ploščo in koncert za televizijo. Ampak dejstvo tam je bilo zato, ker je bilo treba paziti, edino to, kar je bilo treba paziti, da ni, ko so ljudje hoteli na odre, ampak ne, zato, da se zabavajo. Pa. To ni bilo nikoli problem. Samo, da ne bi padli ozvočenje nekakšnega, ki so tudi na ozvočenje lezli. To je bila edina realna nevarnost. Še morda besedo o varnosti. No, jaz sem že uvodoma povedal, da sem bil takrat v ZSMS-ju sekretar v Kamniku. To pomeni, da sem imel malce povezal tudi z aktualno politiko. No, in ko najstarejši sin je bil pa ravno še v vozičku in ko so hodila, seveda jaz z izgovorom, da ga peljem, ne, na ta festival, sem srečal tudi enega od, bom rekel, šefov sekretarijata za notranje zadeve, si takrat jim rekel, ne. No, in sem ga seveda kot dober gostitelj povabil domov, ne, in kozarček takratkega, in to so še neparkrat ponovila. No, in potem seveda pri drugem tretju sem ga vprašal, kaj pa boste lovili, če kaj lovite v tej jami, ne. Prav imamo pse, ki so izurjeni za mamila, to nam je glavni doseg. Če bomo tam kaj uspeli, bomo kar uspešni. No, treba je povedati, da niso bili ravno uspešni, da tudi teh rastlinic, ne, niso ravno najdel in pravzaprav ni bilo nobene skrbi za to, ali kako se bo stvar razvijala. Res pa je, kar je že Pero povedal, ne, da tisti časi so bili drugačni časi, miličnikov in varnostnikov je bilo bistveno manj in zaradi tega je bilo miru bistveno več. To je bil pop festival, če se ne motim, ampak na njem, kot vidimo, oziroma kot je razvidno, so tudi punk zvrst glasbe igrali. A se lahko izpostavite še kakšno zvrst glasbe, ki je pač na festivalu bila prisotna? No, morda najprej iz mojega zornega kota nekaj besed o tem, namreč danes sicer govorimo veliko o punku. Za nas, kot sem že povedal, ko smo bili stari takrat, je bila to le neka nova oblika roka. Ne. Kaj smo mi takrat vedeli o punku?
Ne veliko. Zagotovo takšnih poglobljenih analiz, kot jih danes lahko beremo v različnih literaturah ali pa na spletu, pa ne vem, kje še vse, takrat nismo poznali, niti ni bil namen tega festivala, da bi jih poznali. Mogoče smo samo to vedeli, da so bili, ne vem, njihova sporočila recimo precej provokativna, da morda na nekaj opozarjajo, da kažejo s prstom na nekatere morda družbene pojave. Zdaj, ko berem nekatere stvari za nazaj, sem prepričan, tudi prej, ko sem Perota poslušal, da so bili takratni oblastniki precej negotovi do te oblike glasbe, namreč niso jo še dobro poznali, predvsem na leta 1979. Očitno so jo kasneje spoznali bolje, ker so tudi Pankrtom, vsaj po nekaterih zapisih, ki jih berem, priprečili nekatere nastope. Pa kot je že Perot rekel, ni bilo tako hudo, kot je kazalo. Kakšne zvrsti glasbe so bile na festivalu, ste vprašali? Morda je beseda pop bila ustrezna za takratni čas, morda bi bila ustrezna tudi za današnji. Denimo, če pomislimo na denimo skupino Sedmina. Sedmina so takrat igrali, kako bi Pero to glasbo poimenovali? Jaz bi rekel, da je to ena tak folk muzika. Folk glasba. Seveda pop je lahko slabšalni pomen za rockerje. Pop je lahko slabšalni, mogoče bi temu festivalu vseeno rekel rock festival, ker je, čeprav hkrati je bila to muzika, ki je bila popularna takrat, v tem smislu. Ampak pop se zdaj smatra lahkotno nekaj, ker to je bila vseeno muzika, ki je tudi za tiste čase je bila kar alternativa vseeno. Tle smo bili punkerji, rečemo Parafin, mi, punkerti. Sedmina gotovo ni bila mislim, delač od popa, alternativna zvrst, čeprav so jo vrteli tudi seveda tudi na valu 202, ker je bila kvaliteta, ampak delač od takrat je bil pop, hazard rečemo, ki pa hvam, ali pa Big Bang, ali kaj Big Ben, ali kako, ta primorski easy listening, ki pa ni bil na festivalu kot, če gremo, najbrž imaš ti, mogoče imaš kaj imena, pa smo skupaj spomnili, imaš zapisana, kaj boš povedal? Nekatera imam v spominu, ampak da ti še nekaj zanimivega povem. 3 imena so nam očitali, zakaj jih nismo povabili na festival. To sem kasneje prebral. Tomaža Domicla, Šifrerja pa skupino September. Pa moram reči, da se nobeden od teh 3 ni prijavil na natečaj. No, mislim, da se mi tudi nismo prijavili. To že nekaj pomeni, zakaj smo prišli po vas. Od tega sta 2 pop benda, pa en rockerski. Drži? No, seveda. Skratka, mogoče je dobro, da res gremo čez presek, kdo približno je še bil. Tle se seveda jaz spomnim Janija Kovačiča, ki je bil tudi takrat popularen, zelo, mislim, da je imel takrat že kar par hitov, čeprav še ne delam, mislim, ampak imel pa že Škofeljca, pa te svojo prvo ploščo, ali pa še ne. Najbrž plošča še ni šla njegova prva. Ampak Škofeljca je pa že igral pa te komade, se mi zdi. In če smo rekli Sedmina, Na lepem prijazni, so bili alternativen band, dober alternativen band. Flam so bili bolj hard rock, težek rock. Tako da v načelu je bil to festival za enem takem zdravo rockersko širino, bi jaz rekel. Ampak vseeno komentarji v stopu Kazimir Mohar pa poročilo iz festivala na Radio Študent od Igorja Vidmarja kaže na to, da glede na število punk ansamblov je bil pa bolj punkovsko usmerjen festival. Punkerskih ansamblov je bilo okrog 5, tako pravijo poročevalci, in zaradi tega so tudi jih
postavili v spredje tega festivala. Ne. No, med drugim se omenja tudi to v teh zapisih, ne, da je bil režiser celotne zgodbe Igor Vidmar, tudi marsikatera fotografija iz tega festivala, ki kaže tam blizu mešalne mize. Naj povem, da smo ga vabili v današnjo klepetalnico, pa da je v zadnjem trenutku odpovedal zaradi nekaterih drugih obveznosti. Tako da morda kdaj drugič v kakšni razstavi tudi njega gostimo v Komendi. Toliko glede enih in drugih bendov v Mostah. O Igorju Vidmarju bi rad nekaj povedal, smem. Verjetno bežen spomin samo. Ne vem, nekje v Ljubljani smo spoznali Igorja Vidmarja takrat, ko se je ta festival dogajal. Morda je bil nekje v ozadju tudi s kakšnimi nasveti, tega se bolj bežno spominjam, zato težko komentiram. Spominjam se ga pa zelo natančno, kako je tako ponosno stal na, bom rekel, na kamionu, na katerem je bila mešalna miza. Aco Razbornik je namreč takrat ozvočil to prireditev in Aco Razbornik je bil takrat verjetno številka 1 v Sloveniji, kar zadeva ozvočenje. No, Igor Vidmar je ponosno stal zraven njega in vem, da se je marsikaj zanimivega dogajalo tam gor na tistem kamionu, samo žal sem bil sam prisoten bolj v prvih vrstah pri sami sceni na odru, tako da vseh teh dogodkov ne poznam. Škoda, ne, ker ni Igorja Vidmarja z nami. No, se lahko jaz kar nekaj povem. Igor je bil seveda jasno vezna člen. On je v tistem času bil preko Škuca, ne, producent prvega singla. Mi 79. nismo imeli še prve naše plošče odzun, imeli smo pa že singel odzun. Ljubljana je bolana, lep in prazni. Producent je bil potem tudi snemanje naše plošče, dolg cajt. Ampak potem smo to skupaj nekako cel paket prodali ZKP-ju, da je pač imel eno širšo distribucijo in vse to. In seveda Igor organiziral ogromno teh koncertov, spodbujal kar dosti teh mladih bendov, z nami je sodeloval, ampak seveda to niso bila sodelovanja v smislu teh menedžerskih novih, kjer je določeno to, ti boš toliko dobil, zato toliko. O tem se takrat niti nismo pogovarjali. To je bilo, mi smo kaj skupaj hodili, Igor je mogoče rekel, da je več snera, a veš, da je mal kitaro bolj na glas, ne, on je tam slišal, vedel je približno, kakšni so tudi naši skupni, kakšen zvok hočemo imeti, kako. Zvok je bil malo drugačen, kot je bil na klasičnih rock koncertih, gotov, saj za nas treba bilo poudariti kitare, treba bilo čim bolj na glas dati celo zadevo. Ne. In, ampak, in seveda pač Igor je tudi deloval kot v bistvu kritik in spodbojevalc v bistvu rasti te nove glasbe. Ne. Tako da potem je Škuc izdal tudi kar par kompilacij s temi novejšimi skupinami, ne, tako da je bila takrat seveda njegova vloga zelo povezovalna, ne, najbrž verjamem pa, da nima v bistvu nobene konkretne zadolžitve, ne, pri tem koncertu, ne. Če lahko povem tisto, kar so se še morda urco ali malce več pred snemanjem te oddaje pogovarjali z Igorjem, je predvsem poudaril svojo organizacijsko vlogo. Prav, da glede ideologije pa punka, ne, v tej povezavi nima nič, namreč prvo, kar je, ne verjame nobeno ideologijo, kaj šele, da bi jo lahko povezovali s punkom. Ne. Tako da mi je povedal, ne, v tem razgovoru, da sicer škoda, da je zadržan, da pa on kaj več ve o organizaciji, o organizacijski plati, kaj več o vsebini, pa seveda tu prisotni Pero Lovšin. Nocoj smo kar nekajkrat omenjali tudi rock. Kje pa je tista ločica med rockom in punkom? Če mi kdo zna kaj več povedati. No, mogoče najbolj, da to jaz zapeljem. Kot je že povedal Rafko, za organizatorje je to seveda bil del to rockerskega dogajanja. Ne. Tako kot
Skratka, mi smo zmeraj igrali in na Novem roku se imenovali in rock festivali in to je ena velika, tako kot se reče, ti če igraš mali nogomet, igraš še zmeri nogomet. Ne. Tudi če igraš nogomet na mivki, je to še zmeri nogomet. In tle ni toliko zelo velik. Po eni strani so seveda dogajali se to, da so, ampak to takrat, zdaj sem bral eno knjigo, Novi rok, in sem se spomnil, kako je Pomaranča skupina obesila Lutko Pankarja. Ne. Nekaj časa so bile ta trenja med metalci in pankarji in to je nekako bilo, ampak zdaj, če zdaj to govorimo, zdaj vsak rokovski band skoraj, ki hoče biti modern, uporablja del pankovske v bistvu simbolike ali rife ali ostrine. Tako da to se je vse prepletalo. Zdaj se mešajo rap in rock in punk, to je vse povedal. Tako da jaz tega ne bi, jaz osebno pa vse to povežem v rock'n'roll, ki ima zame, ampak to je spet moja čisto osebna. Jaz se spomnim, ko sem bral intervju s kitaristom skupine band, ki je spremljala Boba Dylana in igrala z njim, Robbie Robertson, rekel, kaj igrajo oni, kaj bi temu rekel, je rekel rock'n'roll. In dejansko zame Dylan tudi rock'n'roller, in v tem smislu so Sedmina tudi rock'n'roller in smo mi rock'n'roll in je grupa September, rečemo, tudi rock'n'roll ali pa grupa Na lepem prijazni ali pa Jethro Tull ali pa Frank Zappa. Tako da potem so pa to podzvrsti v bistvu, ki so pa včasih seveda dominantne, za enega bodo lahko prevladujoče. Ne. Jaz ko razmišljam, kakršnekoli delitve, ne, v življenju, nekdo mora biti akter za te delitve, pomeni, nekdo se jih mora spomniti. In ukolikor mu zdaj občinstvo pritegne, ne, pomeni, da so delitve v tem smislu provokacija lahko. Mi takrat nismo želeli, oziroma sploh nismo razmišljali o kakršnihkoli delitvah. Pomeni, vsak lahko nekaj sporoči, vsak lahko nekaj pove, preko glasbe. Bom rekel, o teh delitvah, ki pa beremo zelo veliko v različnih tekstih, pa jaz nimam pozitivnega mnenja, ker, tako kot je Pero rekel, za nekoga je bil to rock, za nekoga morda punk, vseeno, vsak se je našel noter, ker moramo vedeti, da ti fantje, ki so igrali, so bili tudi mladi fantje in tudi oni so nekaj izražali, morda tudi sebe, ne samo politično situacijo okrog sebe, ampak tudi sebe kot ljudi, ki so takrat živeli v tem prostoru. Če morda malce povežem z kolumno Marka Crnkoviča, 15.12. v Dnevnikovem Objektivu, pravi takole. Treba pa je vedeti, da je bila moja punk ignoranca del širše kulturne specifike in da je bila predvsem tudi krajevno pogojena. Punk nasploh je bil v Mariboru irrelevanten, tedanji Maribor je bil poln starih in mladih hipijev ter nadobudnih in fanatičnih džazistov. Samo punkerjev ni bilo nikjer videti. Tako Marko Crnkovič, morda tega on ni opazil, da je bil tudi v Mariboru kaj od punka? Gotovo ni opazil, seveda Marko je znan po svoji ignoranci, med drugim je hotel ignorirati tudi kandidaturo invalidne osebe na predsedniških volitvah, ker pač invalid pač ne more biti vse. Ampak mi smo poznali sceno in grupo Center za dehumanizacijo, ki še zdaj mariborska, štajerska skupina in je že takrat živela in so nas tudi že gostili in mi smo v Mariboru kar uspešno igrali. Tako da, če hočeš nekaj videti, lahko vidiš, če nočeš videti, ne vidiš. Saj ti si že prej omenil, kateri ljudje so
so napovedovali, da bo punk zelo kratek čas aktualen. Ne. Celo jaz sam priznam, da takrat, mi se o tem niti nas to ni zanimalo. Mi smo igrali pač rock and roll in smo pustili teoretiziranje drugim. In moram reči, da tudi mene samega preseneča še zmeri ta aktualnost in to. Tudi če rečem, ko smo mi šli delati to turnejo ob 30-letnici, mi nismo pričakovali, da bomo veliko dvorano razprodali. Ne. Zelo veseli bi bili za solidno napolnjeno malo halo Tivoli. To smo približno čutili, da je tudi, glede na to, da se plošče skozi prodajo, da to vemo, da se plošče pankrtov, tudi te The Best Of, skozi se nekaj novega dela, skozi se to nekako prodaja. Jaz sam igram dosti pankrtov, vem, da je ta muzika še zmeri aktualna, da publika hoče tudi starejše komade na koncertu mojemu. Ampak spet tak val, ne samo v Ljubljani, tudi v bistvu mi smo zdaj končali turnejo po bivši kraj Jugoslavije, imeli smo polno dvorano, tvornica v Zagrebu, SKC v Beogradu, Novi Sad, smo prvič igrali, krasen klub, velik, poln, Dubrovnik smo šli prvič igrati, zelo spodbudno, Vinkovci, prvič, prav izbrali smo par teh krajev, ko v Reko še gremo, v Pulo. Ta muzika očitno še živi, ne, in spet sem presenečen v bistvu, ne, ker pač, ampak zato je ljudje nekaj sprejmejo, nekaj ti lahko nekaj ignoriraš, nekaj ti ni všeč, ampak stvari se pač odvijajo, včasih mimo tvoje volje, ne, tudi. No, pa ostanimo pri pankrtih. Z gospodom Tomcem sta v bistvu glavna akterja, avtorja vseh besedil. Besedila pa so politična in pa tudi provokativna. Kje ste dobivala navdih za besedila? Veš kako je. To je, dejansko je bilo najbrž povezan s tem, da sva oba dva, Grega že takrat končal študij sociologije, jaz sem pa končal drugi letnik novinarstva na FSPN in v bistvu gotovo, da je še kaj drugega dobro početi, kot samo študirati. Igral sem prej tak akustičen folk zafrikantski in sem že kar pisal taka malo provokativna besedila, bolj erotična, obarvana, ne rečem pornografska, za tiste čase. Tako da mi je bilo to provokacija nekako zanimiva in to, da sva bila midva tam na faksu, je najbrž pomenilo tudi to, da sva zato se toliko lažje našla not v tej politiki. In ker pač toliko stvari nama šlo najbrž takrat se je govoril pač na faksu, seveda na splošno se je govoril dosti neumnosti, ne. Gledati, ampak se tudi zdaj, če gledaš TV Dnevnik pa politiko, vidiš, da se govori dosti neumnosti, tako da to ni nič novega, ne. Bilo je ogromno enega blefa in ogromno ene hipokrizije in ogromno enih besed za nič, ne, in del tega so midva opisovala pa upesnjevala, tako da to je prihajalo takole, ne, da bi, mislim, dobro, včasih sva delala tudi skupaj, znana in to je čelo resnična anekdota, da smo rabili enih 7 komadov še narediti en večer in smo prinesli liter pelinkovca pa liter črnega in smo delali. Tako, muzika
in hkrati tekst. Ampak je bilo kar dosti ljudi. Še fani so bili zraven. Mislim, da je bilo 21 ljudi in smo to samopravno delili. Če se navežem še malo na politiko, če se ne motim, se je gospodu Tomcu zapisalo, da Pankrti res niso sodili v socializem, a čas je pokazal, da problem ni bil v Pankrjih, ampak v socializmu. Kako komentirate to izjavo? To mislim pa, da mogoče... jaz sem toliko not v tem, da to jemljem kot še eno od naših potegavščin samo. Kako pa komentirate potem to, namreč, ko sem se pripravljala, informirala za oddajo, sem tudi zasledila, da Pankrti so bili v Sloveniji bolj pomembni kot pa 57. številka Nove revije. Vaš komentar. To je tudi, ne vem, stvar drugih, da o tem bolj govorijo, mislim. Jaz 57. številke nisem bral, tako da moram reči, da ne vem, kakšna je njena pomembnost. Kar izvolite. Ja, morda še malo v tistem času pa o socializmu, za primer, ampak cel rock'n'roll, ne, pa potrošništvo. Takrat, ko smo kupovali recimo v 60 letih to vrstno glasbo, ne, v glavnem v tujini, ker pri nas ni dal kaj dosti dobiti, razen kakšne indijske izdaje so prihajale k nam, zelo debele vinilne plošče, ne, če moj spomin pravilno seže v tisti čas. No in ko smo to kupovali, so nas malce po stran gledali, ampak ne zaradi tega, ker smo kupovali, bolj zaradi tega, da se ne bi kaj naredili. Ko so prihajale recimo plošče v komendo na pošto, mi je enkrat rekel, poštar, stane, pa se nič ne bojiš, da bodo kaj naredili. Ampak meni nisem nikoli nič naredili. V bistvu je bil to neki znak potrošništva. Proti potrošništvu se je socializem blazno boril, ne, pa mu ni ratal. Moramo reči, da tudi cerkev se danes zelo bori proti potrošništvu, ampak ne vedno. Recimo, kadar je Miklavž se ne, kadar je Božiček se tudi ne, v drugih primerih pa praviloma da. V glavnem tisti, ki se bori proti potrošništvu, praviloma to bitko v družbi izgubi. In tukaj se je izgubili tudi vsi tisti, ki so morda bili, vendar ne preveč prepoznavni proti vsem tem novim oblikam glasbe v Sloveniji. Jaz bi se pa zdaj še malo premaknila naprej. Vi ste z gospodom Kraslinom in pa Predinom leta 2000, kot vemo, v Amsterdamu nastopili pač kot zavezniki, če lahko temu rečemo, nogometne reprezentance Slovenije. Kako je sploh prišlo do sodelovanja med vami tremi? To je pač zgodba naša fuzbalska. Mi smo predvsem v bistvu na pobudo prav Vidmarja, Igorja, oziroma pač, ker smo prijatelji, to prihaja to. Ampak leta 97 naj bi prišel Johnny Cash igrati v Slovenijo in iz tega naj bi naredili festival nekako, ne. In kot posebni gosti naj bi še mi trije igrali, ne, ker smo nekako vsi fani Johnny Casha veliki. Ampak takrat je bil Johnny že očitno imel težave z zdravjem in je tisto turnejo odpovedal, ampak potem smo se nekako vse odločili, pa imamo en skupen koncert. 97. smo imeli ta koncert, ki je bil izredno uspešen, razprodan in vse. In to je bilo nekako zelo ljudem fino, da se ljudje skupaj dobijo, za razliko od Slovencev, ki grejo rajš vsak posebej, mi pa skupaj držimo. In ko je šlo našemu fuzbalu tako navzgor, smo seveda nekako vsak po svoje spremljamo šport, še posebej pač nogomet, še posebej jaz in smo bili v bistvu, ko so naši fantje se uvrstili na Evropsko prvenstvo,
in smo prišli in so bili povabljeni pred magistrat v Ljubljani. Smo vsak posebej dobili vabilo od ene dobi od predsednika, eno od sekretarja, eno od šefa za marketing, da pridemo igrati, pa da jih malo pospremimo. Ne. Noben je rekel, ampak par komadov, da zigramo, ker bo tam ogromno ljudi. Ne. In jaz, ki sem pač tip, ki hočem še malo, prvič sem po poklicu novinar in tudi dolg let bil športni novinar in imam rad naslove, tako naslove in potem rad še kaj naredim, kakšno poročilo o teh zadevah in mi prišlo takoj na to, da če že gremo igrati, dajmo še nekaj v zvezi s tem, da povemo, zakaj, kaj so fantje naredili. Ne? In, prišla mi je takoj na misel pač naslov Slovenija gre naprej in to smo takrat peli, v bistvu še brez besedila, z melodijo od komada Samo en mehen poljub, ki je bil samo en mehen gol in to smo nekako 1/4 ure izvajali in publika je skozi pela, tako da smo gotovili, da imamo komad. Ne. In takoj potem, ko je šla ekipa na evropsko prvenstvo, smo tudi dobili povabilo, da naredimo himno in naredimo ploščo. In dejansko je to rato projekt, ki je bil nekaj posebenega v naših karierah, to lahko rečem, moje zagotovo. Jaz sem potem naredil ta komad do konca. Dobili smo ekipo Moskontarjev, ki je to izvedla, naredili smo krasno ploščo, vsak je dal še par svojih komadov, tako da in bili smo povabljeni na par akcij z nogometno reprezentanco, šli smo snemati video na prijateljsko tekmo s Francijo, na Stade de France smo bili tam gostje, snemali smo v ložah, vse tako. To je bilo čisto nekaj posebenega. Pač to je svet velikega show biznisa, nogomet je šport številka 1 in tudi mislim zabava številka 1 v svetu. To pri nas še, tega se pri nas nažalost dosti premalo zavedamo. In nekako seveda, ko je komad doživljal svojo evolucijo in ko so se ljudje začeli stovetiti s tem, so nas tudi povabili na trg v Amsterdamu, Dam Square in hec je to, mi smo takrat igrali en mesec po Sloveniji, reklamirali to akcijo, to ploščo, reprezentanco, fuzbal, tako da smo mogli preleteti s posebnim, mislim, vladnim avionom, da smo vse ujeli. In ko pridemo, najprej organizatorji povejo, nizozemski, to je tako, skratka so nam ljudje iz zveze povedali, da so zelo skeptični. Ko pa so začeli videti ob 10, koliko ljudi prihaja na Dam Square, ne, najprej smo dobili en kombi, da nas pele, potem je vsak dobil svojo limuzino. In ko smo hoteli skupaj v eno jed, so rekli, ne, vsak v svojo. Tako da smo se vsak v svoji limuzini pripeljali za odrje. Skratka, tudi Nizozemci so videli, niso mogli verjeti, kako da iz ene majhne Slovenije lahko pride. V bistvu je bila to največja fešta vseh fešt na nogometnem prvenstvu na Nizozemskem leta 2000. Ne. Tako da, kaj ne rečem, bilo je nepozabno in upam, da pridemo na naslednjo svetovno prvenstvo v Afriko. Pa gremo kaj igrati. Kakšni pa so cilji? Mogoče cilji Perota Lovšina kot solista in pa mogoče cilji Pankrtov v prihodnosti, se pravi načrti, projekti? Projektov je kar nekaj, tako da
bomo kar težko vse skupaj nekako uskladili, ker tudi bomo videli odvisno, kako bomo s Pankrti nadaljevali, ampak trenutno imam jaz eno ploščo, že praktično narejeno, ki se imenuje Happy Hour, in je za razliko, ker sem rekel, ker je šla, ko je Olimpija izpadla iz vseh, v bistvu bila ukinjena, no, šele potem so jo nekako oživeli kot Olimpija Bežigrad, ki je zdaj v 3. ligi. Sem jaz rekel, zdaj bom pisal samo še v angleščini, dosti imam ljubljanščine, ker jaz sem zmeraj v ljubljanščini pisal. Tako sem naredil cel album v angleščini za spremembo. In bi ga mogel že, nameraval sem ga izdati tako novembra. Mislim, da bo to enkrat spomlad šlo ven. Ne vem še v kakšni obliki, kako pa tak. Imam za protivtež, to je zelo tak rockerski album, bi rekel, z punk in reggae in folk detajli. Naredil sem ga z eno zelo internacionalno zasedbo, kateri je tudi Ivan Bekčič, ki je z mano igral pri Sokolih, vse plošče. Ernie Mendilo od Brendosov, basist. Blaž Grm je bil na bobnih. Chris Ekman od The Walkabouts je igral tudi akustične kitare in koproduciral album. Na Jamajko sem šel posneti en duet z eno super pevko, tako da in narediti miks tak regijaški. Tako da pač to je ena zgodba, ki sem jo živel, bi rekel, leto nazaj, ampak zmeraj je to tako, da prej, potem, ko pride album ven, ti živiš že ene druge stvari, ne. Trenutno delam ploščo, ki se reče Narodno zabavna. Rad bi naredil, ker gre Olimpija proti 1. ligi, rad bi takrat naredil eno ploščo. Ene komade, se mi zdi, da jih spet manjka, tako da se preseliš 100 let nazaj in delaš komade v tistem duhu, ki se mi zdi zelo dober. Mi imamo krasne ljudske pesmi in da bi, moja ambicija je bila, da na zdajšnji način naredim kakšne ljudske pesmi spet. Tako da, to sem praktično že končal. Mogoče bom šel to posnet v Cleveland, ker je dosti dobrih narodno-zabavnih bendov. Videl. Pa še mogoče vprašanje za vas, gospod Trapko. Kako pa vi, imate še kakšno ambicijo narediti kakšen pop festival podobnemu temu, ko je bil leta 1979? S tem vprašanjem ste me presenetili, priznam. Morda bom pa razmišljal po današnjem dnevu o tem predlogu. Ta hip v bližnji prihodnosti zagotovo ne, ker mi moj delovnik, delovno mesto, ki ga upravljam, ne dopušča tega. Kot sem pa dejal, bom razmišljal o tem in če, pa morda potem se slišimo s Perotom, Stanetom in še s kom. Še eno vprašanje mi je ravno kar padlo v glavo. Kakšne so bile emocije, ko ste napolnili Halo Tivoli ob 30-letnici delovanja? Ste imeli občutek, da je punk oziroma vaša skupina še vedno in? V načelu je to tako, ker smo že par dni prej vedeli, zame to ni bilo kaj novega, čeprav ko prideš zares na oder in ko vidiš vse to, te ljudi okrog, je seveda to te lahko zanese, ampak v načelu sem bil jaz ko nekako se mi je uspel, kar je po svoje škoda, uspel tako koncentrirati, da na te stvari nisem mislil, ampak sem samo igral in užival, tako kot na vsakem koncertu. Ker mislim, da je to pač za
Musconter je najbolj pomembno, ne pa, da se zdaj naslaja nad tem, kaj je. Tako da v bistvu zdaj, ko vidim kakšne slike, se šele v bistvu zavem tako, da je bil to kar fejs dogodek. Ampak vidim, ko sem videl tole slikco, ne, tole slikco iz Most leta 1979, pač gre pa mine. Ne, in zdaj treba še enkrat kaj napolniti, ampak se ni važno. Včasih tudi, če napolniš klub, ali pa važno je, če napolniš mogoče bokal, ne, pa si tudi lahko zadovoljen, če ga spiješ v dobri družbi. Ne. Tako, spoštovane občanke in občani, upam, da ste uživali v naši družbi. Ekipa TV Plusa vam želi vse najlepše v novem letu, lepo se imejte pa srečno. 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 Enako tudi jaz.